V sodelovanju z Zavodom za zaposlovanje Republike Slovenije smo glede na potrebe podjetij kemijske industrije pripravili program usposabljanja za operativnega tehnologa v kemijski industriji. S programom želimo brezposelne mlade dokvalificirati. Gre za v bistvu mlade brezposelne gimnazijske maturante in jih želimo preko tega usposabljanja dokvalificirati za znanje kemijskega tehnika in bi na ta način bili zaposljivi v kemijski industriji. V programu sodeluje Srednja kemijska in strojna šola Aškerčeva, Šolski center Ljubljana, sodeluje Zavod za zaposlovanje Republike Slovenije in pa Gospodarska zbornica Slovenije. Program se financira iz Socialnega evropskega sklada preko Evropske unije. Usposabljanje brezposelnih oseb je eden od ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Kaj ta ukrep zajema? V usposabljanju sodi več zadev. Eno je usposabljanje, to, kar smo tukaj danes, so lahko institucionalna usposabljanja, lahko so za nacionalne poklicne kvalifikacije, imamo pa tudi usposabljanje konkretno pri delodajalcih kot usposabljanje na delovnem mestu ali delovni preizkus. To je en izmed institucionalnih usposabljanj. Podobnih usposabljanj smo imeli v lanskem letu že zelo veliko, v njih smo vključili preko 14.000 brezposelnih oseb. Od tega usposabljanja zelo veliko pričakujemo. Nastalo je res iz sodelovanja med Zavodom za zaposlovanje in delodajalci. Ko smo ugotovili, da imamo gimnazijske maturante v Sloveniji preko 7.000 brezposelnih oseb in da so delodajalci v kemični in farmacevtski industriji, ki potrebujejo osebe, ki bi bili operativni tehnolog za kemijo. Tako smo prišli do tega, da so ti mladi, te osebe, da so imeli že v gimnaziji že 3 leta kemijo, smo ugotovili, da manjka samo nekaj teorije, nekaj laboratorijskih vaj in potem tudi konkretno praksa v podjetjih. In prav to smo vse združili skupaj. Vedno bolj se potrebuje posebno specialistično znanje, ki ga šole izven te ožje stroke ne dajo, in glede na to, da se v zadnjem času opaža pomanjkanje teh specialističnih znanj, smo nekako pristopili k temu programu, ki bo širšo izobrazbo nekako skanaliziral v te naše specialnosti. Kaj kemijska industrija lahko ponudi mladim brezposelnim, ki bodo končali program usposabljanja za kemijske tehnologe? Jaz računam, da za mnoge lahko ponudi zaposlitev, za kar v Sloveniji je mnogo podjetij, ki se ukvarjajo s kemijo in podobnimi disciplinami, od kemijske industrije do prehrambene, farmacevtske in tudi drugih, v katerih primanjkuje kemijskih kadrov s 5. izobrazbo, tako da tisti, ki bojo šli skozi izobraževanje, se bojo izkazali kot motivirani, pridni, imajo dobre možnosti, da najdejo zaposlitev, tako da sem vesel te pobude Gospodarske zbornice in tudi sofinanciranja Zavoda za zaposlovanje. Kakšen je na kratko program usposabljanja potke in kako bo to delo potekalo? Glejte, ta program je zelo zanimiv in ni standarden takšen, kakor je v šolskih programih. In sicer smo ga zasnovali za maturante, ki so opravili gimnazijsko maturo. Tako da program sestoji iz več sklopov. Prvi sklop je ponovitev gimnazijskega znanja kemije kot osnove. Potem bomo v naslednjem sklopu pa nadgradili z znanji, ki jih ponuja program kemijskega tehnika. Tam bojo imeli veliko laboratorijskih vaj, tako da se bojo spoznali z materijali, različnimi gradivi, s postopki, tehničnimi, tehnološkimi. To je ta, bi rekla, jedrni del, ki se dogaja, bi rekla, na področju kemije. Potem imamo pa še dodatna znanja, praktična, in sicer gre za varstvo pri delu, gre za varstvo pred nesrečami, torej prvo pomoč, ukrepanje pri različnih nesrečah, potem spoznavanje novih oznak kemikalij, torej to je zelo pomembno iz sistema REACH. Potem imamo pa en sklop, ki govori o okoljski kemiji in trajnostnem razvoju, torej čisto nove, bi rekla, vsebine, ki podpirajo program odgovornega ravnanja, ki je tudi program, ki ga ima Združenje kemijske industrije vodi. No, in vse skupaj bomo pa nadgradili s praktičnim usposabljanjem v podjetjih kemijske industrije. Tako da bojo vsi udeleženci tega usposabljanja obiskali in bili kar 28 ur skupaj v 4 različnih podjetjih,
naših velikih kemijske industrije v Belinki, v Heliosu, v Atotehu in v Leku, torej v farmacevtski industriji. Tam se bojo seznanili z komunikacijskimi veščinami, to je del našega programa, spoznali bojo, kako teče komunikacija v podjetju, spoznali in predstavili jim bojo tehnološke postopke in pa varovanje okolja z odpadnimi snovmi iz kemijske industrije. Tako da mislim, da je program resnično zanimiv in tako multiplasten za te udeležence, ki naj bi potem postali, dobili kompetence operativnega kemijskega tehnologa v kemijski industriji. Zakaj ste se vi odločili, da se udeležite tega usposabljanja? Ja, mene že od srednje šole me je zelo zanimala kemija, tudi na maturi sem izbral kemijo kot maturitni predmet. In potem po srednji šoli, v bistvu po gimnaziji, sem šel že na faks, vendar mi faks še ni uspel dokončati, tako da mi bo tole zelo prav prišlo, da mogoče preko tega pridem do delovnega mesta v kemijski industriji.